Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje. Dobar dan, voščim Vanja Trkman. V današnjih korakih do uspeha bomo spregovorili, kot rečeno, o razvojnih priložnostih v regiji, tudi skozi oči regijskih razvojnih agencij, ki so pomemben člen pri povezovanju, pripravi in tudi pri izvajanju regijskih projektov. A o tem več današnja gosta. V naši družbi sta dva direktorja. Dobar dan, voščim Matiji Ukmarju, direktorju Regijske razvojne agencije Severne Primorske, in dobar dan tudi Bogdanu Česniku, direktorju Regijske razvojne agencije Rota Ajdovščina. Dobar dan. Morda za vod najprej beseda vam, gospod Ukmar, ker ste pred kratkim, mislim, da je bilo 15. aprila, prevzeli vodenje Regijske razvojne agencije Severne Primorske, potem, ko je bil na tem položaju vrsto let Črtomir Špacapan. Kakšne novosti prinašate, svež veter, kaj se obeta v kratkem oziroma kaj napovedujete? Hvala lepa za besedo. Najprej bi rad pozdravil vse vaše poslušalce. Res je, jaz sem mandat prevzel 15. aprila. Jaz stopam v velike čevlje svojega predhodnika. Moj predhodnik je bil na tem položaju, mislim, da 5 mandatov, 20 let. Zdaj, kandidiral sem, ker bi rad razvojno politiko v teh območjih dvignil na neko novo, višjo raven. Zdaj, kakšne bodo novosti? Zagotovo bo več sodelovanja z občinami. Jaz, na primer, sem samo v preteklem tednu bil že 2-krat v Bukovici, recimo v občini Renče Vogrsko. Več bo tudi sodelovanja z drugimi institucijami, sicer pa bo fokus mojega dela, tako bi rekel geografsko gledano, bo potekal v obliki koncentričnih krogov, nekako od znotraj navzven. Se pravi, najprej Nova Gorica, sosednje občine, potem povezovanje na ravni Severne Primorske, nato pa širše zahodna kohezijska regija, Slovenija in potem vse do Bruslja. Regijska razvojna agencija Severne Primorske, naj povemo, nekako pokriva območje 6 nekdanjih občin, mestne občine Nova Gorica, drži? Drži. Dobro. Bogdan Česnik, tudi vi ste relativno sveže, če tako rečem, na direktorskem položaju, potem ko ste marca lani po odhodu Brigitte Habjan-Štolfa prevzeli vodenje Ajdovske agencije. Kako gledate na to prvo prehojeno leto? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prvo leto je bilo predvsem zanimivo. Predvsem zaradi tega, ker kar nekaj novosti. Potrebno je, se pravi, te novosti tudi spremljati in jih realizirati. Predvsem pa sem zagovornik tega, da prihaja do medsebojnega razumevanja in sodelovanja zlasti z obema občinama, ustanoviteljica, tako Ajdovščina kot Vipava. Ste uvedli tudi sami kakšne novosti ob nastopu funkcije, ali ste, načrti vaši so se kaj spremenili po nastopu funkcije? Predvsem so se spremenili na področju medsebojnega sodelovanja in razumevanja, to pa res. Je bilo pestro, skratka, leto, kot ste omenili. Zanimivo, ja. No, kot sem uspela potipati, sta oba sicer, bomo rekli, iz obalno-kraške regije, prihajata neobremenjena, kot sta dejala. Kako pomembno je to za to okolje? Morda jaz prvi. Pomembno je, ja, zaradi tega, ker včasih so odločitve pozitivne ali pa negativne. Predvsem, ko so negativne, dostikrat prihaja do tega, da mogoče ti ima nekdo kaj očitati, v najinem primeru, vsaj v mojem, tega ni. Se strinjate, Matija? Se strinjam, ja, mislim, da je to pomembno, da je ta upravljalska oziroma menedžerska funkcija nekako ločena, bomo rekli, od samega tega vsebinskega dela. No, kako bi za tiste, ki, delovanja Regijske razvojne agencije ne poznajo, kako bi nakratko strnila, katere so tiste naloge, kaj so vaši cilji? Izvolite, Matija. Mislim, da glavne naloge razvojnih agencij, da so spodbujanje vseh pogojev, bi rekel, za gospodarsko in družbeno prosperiteto, v najširšem smislu. Zdaj, mogoče bi tako predstavil, v Sloveniji imamo sistem lokalne uprave tak, da imamo inštitucije samo občine, in vmesne ravni do države ni. Zdaj, v tujini so države drugače strukturirane, imajo pač to regionalno politiko bolj definirano, organizacije in strukture na nekem nivoju so pač bolj jasno določene, in za neko uspešno sodelovanje s tujino potrebujemo tudi v Sloveniji ta umestni nivo. In v Sloveniji smo se organizirali tako, da na ravni statističnih regij imamo oblikovane pač razvojne agencije. Na Severnem Primorskem imamo pač to organizacijo mrežno, tako da smo 4 različne agencije, ki pokrivamo, bomo rekli, malo bolj mikrolokacije.
Se pravi, manjka ta umestni povezovalni člen, Bogdan? Absolutno. Absolutno. In sicer z naše strani, se pravi razvojne agencije, smo nek dodatek oziroma podaljšana roka, gre za pripravo in spremljanje razvojnih programov, informiranje in podpora pri pripravi izvajanja samih projektov, sodelovanje pri izvajanju postopkov pri javnih razpisih, svetovanje, podjetniško svetovanje, prenos znanja ter usmerjanje razvojnih partnerjev pri teh samih projektih. Pomembna naloga, torej v nadaljevanju se bomo pa posvetili še nekoliko aktualnim projektom, verjamem, da jih je veliko, pa vendar tiste najbolj pomembne slišimo po tej skladbi. Ostanite blizu. Matija Ukmar in Bogdan Česnik, prva moža Regijske razvojne agencije Severne Primorske in Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina, sta danes gosta korakov do uspeha. Kot sem že omenila, verjamem, da projektov, ki jih pripravljate oziroma ki jih snujete, ni malo, pa vendar, kateri so tisti največji, ključni, katere bi izpostavili? Matija Ukmar? Ja, hvala. Čisto na kratko izpostavil bi naš LAS, to je lokalna akcijska skupina, ki deluje že od leta 2008. V objemu sonca? Tako, LAS v objemu sonca. Ja. V tem času je izvedel že več kot 70 projektov, skupni vrednosti več kot 2 milijona evrov, in bi mogoče izkoristil to priložnost, da bi opozoril na razpis iz kmetijskega sklada, ki bo objavljen še v mesecu maju. Višina sofinanciranih sredstev bo 500 000 evrov. Če nadaljujemo s projekti, bi izpostavil tudi projekt PONI, ki je namenjen mladim podjetnikom. Ta se izvaja po celotni regiji, bo lahko tudi kolega kaj več spregovoril, če bo želel. Namenjen je mladim podjetnikom, ki bi želeli razviti svojo podjetniško idejo. Na tem mestu bi mogoče samo še omenil številne druge projekte iz področja okolja, trajnostnega transporta. Kar bi še želel poudariti je, da želimo te projekte graditi na nekih smiselnih, celovitih vsebinskih sklopih. Če še na kratko se ustavimo, LAS, lokalna akcijska skupina, vsi že poznamo ta instrument, pa vendar recimo območje naj bi črpali ti projekti prav iz tega območja lokalnega. Kakšen je pa odziv ljudi oziroma prebivalcev? Dejansko se lahko društva vključujejo, posamezniki, organizacije? Tako, ja, zelo dober. Naš LAS šteje okrog 70 članov, pokriva območje 5 občin, občina Brda, mestna občina Nova Gorica, Renče Vogrsko, Miren Kostanjevica, Kanal ni. Novogoriška, mislim, da je še. Ja, tako. Skratka, odziv ljudi je zelo dober. Uspeli smo povezati civilno družbo, mnoge, bi rekel, turistične ponudnike, mnoga društva, tako da je to pravzaprav ena taka zgodba o uspehu, s katero se lahko pohvalimo. Na območju občin Ajdovščina in Vipava deluje LAS Vipavske doline. Bogdan Česnik, vi sami ste sicer najbolj sedaj vpeti v festival Okusi Vipavske, kaj ne? Morda začnemo kar s tem, kaj se obeta. Ja, letošnji festival Okusi Vipavske je tako zelo pester, predvsem s ponudbo. In sicer najprej naj povem, da se to odvija 17. in 18. nedeljo in ponedeljek maja, se pravi 18 in 19. In je pred vrati, v polni opremi. Letos prvič bomo izkoristili to priložnost in Okusu oziroma festivalu dodali še otvoritev prve evropske sladoledne ceste, ki bo na nedeljo ob 14:30 v kapeli Lantjerjevega dvorca, in potem nadaljujemo sam program z delavnicami in festivalom. Morda še nekaj besed o tej evropski sladoledni cesti, ki vem, da zbuja veliko pozornosti, ne nazadnje gre za sladico osvežilno, ki jo imamo vsi skoraj, da lahko rečem, radi. Kje vse bo potekala na območju Vipavske doline oziroma širše sladoledna cesta? Sladoledna cesta je začrtana po evropski poti. Ustavila se bo v Vipavski dolini. Odprli bomo to razstavo v sodelovanju z podjetjem Inkom, kot že rečeno, v kapeli. Na samem dogodku bo organizirano tekmovanje teh pristnih sladoledov, se pravi tradicionalnih, neindustrijskih. Tekmovalo bo 8 sladoledarjev iz cele Slovenije in zmagovalec prejme vstopnico za evropsko tekmovanje. Se pravi, postojanke same sladoledne ceste pa so vse od Vipave pa do Nove Gorice, če sem prav razbrala? Ne? Dejansko se to dogaja v Vipavi in kasneje v Ajdovščini, ko se seli. Sodelujejo pa tudi sladoledari iz Nove Gorice, tako je.
Kateri sladoledari, naj jih naštejemo še tukaj, jih imate v glavi? Ja, slaščičarna Ajdovščina, Marjanca, Vipava, sladoledar iz Nove Gorice, zdaj resnično imena ne poznam oziroma ne vem. Tako da, ja, 8 jih je. Torej bo kar pestro, kot rečeno. Ja, mogoče, če bi še na kratko strnili, ker smo ravno res pred tem festivalom, kakšen potencial ima po vaši oceni, ker pravzaprav nekako ga pelje Razvojna agencija že vrsto let? Ja, to je že 17. leto zapored. Potencial ima izredno velik, ker ga želimo spraviti spraviti na nek nivo in festival, da postane, se pravi, ključno turistično dogajanje, nek festival v sami dolini. Kaj so okusi Vipavske? Okusi Vipavske gre za spajanje oziroma za fuzijo med hrano in vinom. Namreč letos imamo 29 vinarjev prisotnih, kar nekaj kulinarikov in pa delavnic, se pravi, gre za pairing med vinom in sladoledom oziroma med vinom in oljčnim oljem, kakorkoli vse, kar je, da probamo oziroma skušamo spajati skupaj. Zaželeli ste si tudi eno posebno glasbeno željo, prav v čast temu prihajajočemu festivalu, pa dajmo je prisluhniti, ostanite blizu. Takole nas je nežno pobožal gospod Bučar. No, nadaljujemo z razvojnimi priložnostmi, predvsem Goriške regije, seveda, ker sta danes z nami direktorja 2 razvojnih agencij iz Nove Gorice in Ajdovščine, Matija Ukmar in Bogdan Česnik. Morda čisto uvodno tako eno splošno vprašanje, kako pravzaprav ocenjuje ta potenciale Goriške regije, gospod Ukmar? Jaz mislim, da razvojni potencijali te regije so ogromni, ne? In to ni nek kliše. Ne? Tukaj imamo ljudi, imamo izobraženi ljudi, imamo gospodarstvo, dobro delujoče, ne? Imamo zelo dobro, zelo kvalitetno infrastrukturo, ne? Ki jo bomo skušali še nadgraditi. Ne? Poleg tega živimo ob meji, smo obejna regija. Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj potencijali so res veliki. Ne? Zdaj, kar jaz vidim recimo mogoče kot izziv, ne, tukaj je demografija, ne, ampak s tem se več ali manj sooča vsa Evropa, ne. Pravzaprav ljudi primanjkuje, ne, delavcev ni, ne, in mi moramo se potruditi, da bomo naredili ta prostor še bolj privlačen, ne, za ljudi, za vlagatelje, ne. Mene veseli informacija, da se v Novi Gorici recimo v tem trenutku gradi kar 500 stanovanj, ne. Tako da to je, ko bomo mi pritegnili ljudi, ne, potem bo sledilo tudi vse ostalo, ne. Morda nadaljujemo kar s to istočnico pri vas, gospod Česnik. Rod Ajdovščina pokriva območje Ajdovske in Vipavske občine. V Ajdovščini je tudi v zamahu, bomo rekli, v razcvetu stanovanjska gradnja. Kakšne potenciale sami opažate, bomo rekli, tu na tem območju in tudi morda izzive? Potenciali so veliki. Se strinjate? Ja, zato, ker je ekspanzija gospodarstva v občini Ajdovščina, ravno tako v občini Vipava, s tem, da občina Ajdovščina podpira to z gradnjo novih stanovanj in s tem privablja nove. Ne gre pozabiti, da je občina Ajdovščina pred kratkim presegla mejo 20,000 prebivalcev. Morda vaše področje še nekoliko bolj usmerjeno v kmetijstvo oziroma tudi to področje nekako pokriva regijska razvojna agencija. Sami ste pred kratkim tudi sodelovali pri pripravi strategije. Kako pomembno je to področje? Vemo, da je Vipavska dolina veljala nekoč za vrt, bomo rekli, širšega zaledja. Ja, naša agencija pripravlja oziroma je v zaključku priprave strategije za kmetijstvo za 5 občin v Vipavski dolini. Zaenkrat jo je potrdila na občinskem svetu zgolj občina Ajdovščina. Gre za pa dokument, ki je neka osnova za nadaljne, se pravi, neke smernice na področju kmetijstva. Ampak kot kaže, velja staviti tudi na to področje, glede na to, da se pripravlja tudi gradnja namakalnega sistema, ki Absolutno. bomo rekli 100-milijonska investicija, torej gre staviti tudi na to področje. Absolutno, da. Kakšni so pa izzivi še Goriške regije po vaši oceni? Kje vidite največje težave morda, oziroma danes jim rečemo izzivi, kaj ne? Izzivi so predvsem ustvariti najprej lokalno, tako je kolega na samem začetku vzpostavil, lokalno sodelovanje, regijsko, nacionalno in potem mednarodno oziroma dobrosla. Kako poteka to sodelovanje po vajini oceni, bomo rekli, z gospodarstvom in ostali deležniki? Matija Ukmar?
Ja, jaz sem pravzaprav kandidiral na ta položaj s to vizijo, ne, da bi nekako pojačal to sodelovanje, ne, zdaj in z ustanovitelji, ne, to je 6 občin, ne, Nova Gorica in 5 okoliških občin, ne, Gospodarska zbornica in Obrtna zbornica. Ne. Mi si želimo intenzivne komunikacije, mi si želimo dialoga, sodelovanja, ne, tudi z ostalimi deli regije, tudi z Ajdovščino, ne, s sogovornikom. Ne. Jaz mislim, da se v tem povezovanju, da se skriva v bistvu ta ključ za uspeh. Ne. Morda bi kaj dodali, gospod Česnik, kako gledate sami na sodelovanje? Absolutno podpiram vsak način sodelovanja. Morda še to, glede na število projektov, ki jih peljemo v naši agenciji in da so to iz različnih področjev, tako turizma, kmetijstva, podjetništva, lahko rečem, da je sodelovanje na lokalnem nivoju zelo podprto oziroma odlično. Se strinjate, gospod Ukmar? Ali ste še, bomo rekli, v fazi pogovorov in dogovorov? Ja, jaz sem, v bistvu gre šele za prvi mesec mandata, ne, ampak čas, da bi imeli 100 dni miru, tega ni, ne, tako da jaz sem se tudi zato odzval v bistvu na to vaše vabilo, da se lahko predstavim, da izkoristim to priložnost za, bi rekel, naznanitev tega novega pristopa, tega novega vodenja. Želimo si dialoga z lokalno oblastjo. Lokalna oblast se mora zavedati, da smo mi tisti prvi ključni razvojni partnerji, ne? Kot že prej rečeno, mi nivoja med občinami in državo nimamo, ne? In mi smo pravzaprav tisti, ki smo nosilci tukaj razvoja. Mi lahko povezujemo te naše mikroorganizacije, ne, občine, mi smo tisti, ki jih lahko združimo, povežemo z gospodarstvom, z visokim šolstvom, ne nazadnje, in tako naprej, ne. Torej, tudi na tem področju je še nekaj potencijala. V nadaljevanju tudi še nekoliko več o večjih projektih, med drugim ste že omenili projekt Poni, kaj ta prinaša, oziroma kako se bo razpletel še v bodoče, ostanite blizu. Bogdan Česnik, direktor Regijske razvojne agencije Rota Ajdovščina, in Matija Ukmar, direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske, ostajata gosta v današnjih korakih do uspeha. Povedali smo o nekaterih večjih projektih, ki se dotikajo celotne regije. Pravzaprav eden izmed njih je tudi projekt Poni, v katerega je vpeta celotna goriška regija. Morda, Matija Ukmar, omenili ste, da je namenjen mladim podjetnikom. Dokdaj bo potekal ta projekt? Kdo se lahko vključi? Ja, hvala. Projekt ni namenjen samo mladim, ampak bomo rekli vsem, tako mladim po srcu, ne. Pravzaprav iščemo bolj entuziaste, ne, kot mladost, ne. Namreč ljudi, ki bi bili pripravljeni se vključiti za 4 mesece, za ta čas prejemati plačilo in v tem času razvijati svojo podjetniško idejo do te mere, da bi lahko odprli samostojno podjetje. Gre za nekakšno, se pravi, spodbudo, inkubator idej, kje se lahko prijavijo zainteresirani, oziroma kje poteka potem ta razvoj podjetniških idej? Ta razvoj v naši regiji, Severno-Primorski, poteka na mrežen način, se pravi, rotira med Idrijo, Ajdovščino, Novo Gorico in Tolminom. Tako da zdaj trenutno o naslednji lokaciji se pravkar še odločamo, ne. Zdaj, bodi si bo to Ajdovščina, bodi si bo Tolmin, ne? To je stvar še pogovorov, ki se bo pa zelo kratkem tudi zaključili. No? Dokdaj bo še potekal ta projekt? Kar nekaj sredstev je bilo tudi namenjeno za njega v okviru dogovora za razvoj regij, če se ne motim? Do zaključka te finančne perspektive zagotovo, ampak glede na to, da gre za zgodbo z dolgo brado, ne, sem prepričan, da bo neke take spodbude ostale tudi v prihodnje. Je zanimanja precej? Bi ga še želeli več? Običajno je zanimanja več, kot je prostih mest, tako da ljudje so navdušeni, ljudje si želijo poskusiti samostojno podjetniško pot, tako da jaz bi tudi ob tej priložnosti vse vaše poslušalce pozval, da če kdorkoli ima dobro idejo, ne, je vljudno vabljen, da jo preko nas realizira. Bogdan Česnik, tudi sami imate kar nekaj večjih projektov, omenili smo podrobnejše festival Okusi Vipavske, snujete pa tudi v kratkem srečanje evropskih razvojnih agencij, drži? Tako je, smo člani namreč Evropskega združenja razvojnih agencij, Eurada, sedežem v Bruslju.
letos organiziramo 10. 11. septembra, organiziramo srečanje, se pravi, teh razvojnih agencij, to se bo odvijalo v občini Ajdovščina in nadejamo si, da bo po tem dogodku, da bojo vezi močnejše med samimi razvojnimi agencijami. Namreč vemo, da so te vezi potrebne za sklepanje poslov, dajmo reči temu poslov, pri novih projektih. Sodelujete pa, kot pravite, se lahko vsakdo obrne po vas po nasvet za svetovanje, kajti ste tudi član oziroma sodelujete pri projektu SPOT. Nam lahko ta del malce konkretne? Ja, smo vodilni partner projekta SPOT. Vsakdo podjetnik, se pravi malo srednje podjetje, se lahko obrne k nam ali odpre podjetje pri nas, podjetnik, in organiziramo takšne in drugačne zanimive tečaje in izobraževanja za podjetnike. Se je SPOT kaj prijel? Že vejo? Ja, absolutno. Ja. Odlično. Matija Ukmar, prejle ste zanimivo izpostavili, gre za območje, ki ga recimo samo med vajini dve agenciji pokrivata, v katerem je skoraj 80,000 ljudi. Se pravi, vezni člen oziroma to območje lahko pokriva recimo tudi z vidika šolstva univerza v Novi Gorici, ne? To je tudi ena taka priložnost za sodelovanje, kako se kaj to prepleta. Absolutno. Hvala, da ste izpostavili v bistvu to tematiko, ne? Jaz mislim, da je v evropskem kontekstu, da je malo tako majhnih mest, bomo rekli, ne, ki se lahko pohvalijo svojo univerzo, ne? In sodelovanje že zdaj poteka in je v bistvu dobro, kakovostno, ne? Tudi z naše strani, kot tudi strani kolega iz Ajdovščine. Seveda bi si pa želeli še več skupnih projektov. Jaz mislim, da je visoko šolstvo, ne, v tej regiji lahko tista gonilna sila razvoja, ne? Lahko je tista, bi rekel, rdeča nit, ki bi nas povezala, ne? In ne nazadnje, eno tako manjše mesto bi v bistvu moralo dihati, živeti s to univerzo, ne? To bi moralo biti tisto jedro, ne? Ki bi nas v bistvu združevalo in dvignilo na neko višjo raven. No? Torej so še priložnosti. Absolutno. Tudi na tem področju. Dobro, morda eno tako izzivalno vprašanje, ampak kaj bi to območje, kaj bi Slovenija brez evropskih projektov? Vajin odgovor pričakujem po tejle skladbi. Ja, Evropa ni samoumevna, smo med drugim slišali ob nedavnem dnevu Evrope prejšnji teden. Dejstvo je, da je evropskih projektov kar nekaj, večkrat pa v isti sapi omenjamo, koliko denarja bi lahko izkoristili, a ga ne, tudi zaradi zapletene birokracije. Denimo, v moji družbi ostajata še nekaj minut direktorja razvojnih agencij RRA Rod Ajdovščina Bogdan Česnik in RRA, torej Regijska razvojna agencija Severne Primorske Nova Gorica Matija Ukmar. No, kaj po vaši oceni znamo dovolj črpati denar, ki je na voljo? Kje so ovire, gospod Česnik? Znamo. Znanje imamo, ovire so pa predvsem v birokraciji in v tem deležu, sofinancerskem deležu, ki ga morajo zagotoviti oziroma ki ga zagotavljajo v našem primeru kot javni zavod, ga zagotavljate dve občini. Prejle ste izpostavili oziroma v pogovoru smo omenili, da res tukaj manjka nek organ, kot je regija, kar recimo sosednja Italija s tem težav nima. Pri nedavnem projektu Evropske prestolnice kulture je bilo to več kot očitno. Torej, kako nujna je po vaši oceni regija? Kaj bi lahko doprinesla tudi vam, agencijam? Predvsem bi prinesla neko varnost pri izvajanju projektov. Glede na to, da pri nas so občine majhne, ne? Gre za sofinancerski del, ne glede na to, da lahko dajemo čisto za to, da bo imeli slušalci, da bo imeli, da bo razumeli. Imaš lahko projekt, tudi milijonski projekt, s tem, da morajo, naprimer, občine doložiti 20%, se pravi 200,000 evrov. To ni tako malo. Matija Ukmar, recimo tudi sami ste izpostavili prav ta problem regije oziroma manjka vezni člen. Ja, drži, kot smo že prej govorili, ne, manjka ta umestni nivo in včasih sogovorniki iz Italije, iz Nemčije in tako naprej, ne, pravzaprav skoraj da ne vejo, na koga se obrniti tu pri nas, ne, tako, ker bi rekel, vse pristojnosti so ali na državi ali na občinah, ne, mi smo pa zgolj neki agenti, ne, v pravem pomenu besede, neki zastopniki, ne, ki potem lahko v bistvu navzven samo zastopamo regijo, ne. Kot pravi kolega, nimamo pa v bistvu nekih lastnih, bi rekel, resursov, virov, finančnih virov in tako naprej, da bi lahko samostojno izvajali ta razvoj, ne. Sicer nam je z zakonom naložen, ne, izvajanje razvoja, ne, seveda pa vse odvisno od politične volje, ne, kot pravi sogovornik, ne. Lejte, lokalna oblast se mora zavedati, da smo mi sposobni zgenerirati denar
mi smo ga sposobni pripeljati iz Bruslja. Počrpati. Seveda. Ampak treba je zagotoviti tisti svoj 1 evro, če želimo dodatne 4 pritegniti v regijo. Ne? In včasih je tega posluha strani lokalne oblasti malo premalo. No? Pa recimo, kako uspešni ste pri črpanju evropskih sredstev recimo na Regijski razvojni agenciji Rota Ajdovščina? Trenutno izvajamo, mislim, da 60% projektov, ki so financirani iz evropskih virov. Se pravi, imate, bomo rekli, zaposlenega, ki je zgolj za to? Ne, imamo projektno pisarno, ki spremlja. Ne delimo na evropske projekte, pa na ostale. Tako da projektna pisarna to spremlja. Moram pa dodati k kolegu, niso tle samo finančni resursi, predvsem so tudi kadrovski resursi potrebni za iskanje oziroma za črpanje takšnih projektov. In mora biti ena takšna inštitucija, ki bi bila na nivoju regije, bi bila zelo več kot dobrodošla tudi iz kadrovskega vidika. Pa recimo izpostavljena je bila prav birokratizacija z vaše strani, gospod Česnik, se strinjate? Matija Ukmar, torej recimo pri LAS projektih, ki so lahko iz lokalnega okolja, ki sledijo nekim zahtevam Evropske unije, pa vendar se marsikdo lahko tudi ustraši tega zaradi same zahtevnosti. Drži. Zato vsaj v okviru LAS-a smo dvignili najnižjo vrednost projekta na 30 000 evrov, ker za projekte manjše vrednosti je enostavno birokracija preveč obsežna, da bi bil tisti izplen res učinkovit lahko, ne? Bi pa mogoče to priložnost izkoristil še za pokomentirati dejstvo, da evropski proračun v tej finančni perspektivi, ne, kar 1/3 je namenjenih za okolje in za zelene vsebine, ne, in 1/3 za digitalizacijo, ne. In jaz in kolega iz Ajdovščine smo tukaj, da našim ljudem, našim podjetjem, našim lokalnim oblastem pomagamo priti do teh sredstev. Ne. Treba je imeti dobro idejo, ne. Za vse ostalo smo pa tukaj mi, ne, kot servis. Odlično izhodišče in poziv našim poslušalcem tudi, no, po skladbi še nekaj zaključnih misli, kajti čas nas že počasi priganja. Stanite blizu. Še nekaj minut ostajate v družbi Radia Robin, direktorja regijskih razvojnih agencij Rota Ajdovščina in Severne Primorske, Bogdan Česnik in Matija Ukmar. Za zaključek morda je fajn, da rečemo, kaj vas pa čaka, kateri izzivi, kaj je tisto najpomembnejše. Gospod Česnik. Najpomembnejše je to pridobiti čim več projektov in da bojo tudi po zaključku, se pravi po projektnem zaključku, da bojo tudi projekti nadalje živeli. Tako, gospod Ukmar. Ja, bi se kar strinjal, s tem, da bi še mogoče dodal, da res to povezovanje vseh ključnih lokalnih deležnikov, ne, dialog s vsemi razvojnimi partnerji, ne, zagotovitev pogojev za neko prosperiteto, ne, tako za prebivalstvo, tako za gospodarstvo, ne, tako. In kot je kolega dejal, no, zagotavljanje kadrov, virov, ne, da bomo lahko še naprej izvajali te razvojne naloge, ne. Morda, ker smo ravno v letu Evropske prestolnice kulture, kako gledata na ta projekt, tudi sami ste bili vpeti, vem, da Rota Ajdovščina je pravkar zaključil oziroma se izvajate projekt Go Walking, Martinov čezmejni krog, recimo. Ja, je v zaključku in sicer skozi projekt, skozi razpis Evropske prestolnice kulture smo zapeljali in zaključili oziroma izvedli samokrožno pot, dolgo 260 km, od Vipave do Ogleja. Gre za zanimiv projekt in računamo, da bo tudi v nadalje živel, saj gre za projekt pohodništva v naravi. Ste še na kakšnem drugem projektu sodelovali? Kako se kaj čuti, bomo rekli, tudi pri delovanju regijskih razvojnih agencij, če sploh? To je bil, mislim, da edini projekt, ki smo ga skozi te sklad majhnih izvedli v sklopu EPK-ja. Kaj pa pri vas? Vem, da ste šele nastopili, ampak vseeno na Regijski razvojni agenciji Severne Primorske. Ja, z nosilci EPK-ja zelo dobro sodelujemo, imamo veliko skupnih aktivnosti. Jaz bi rekel, da se v letošnjem letu v Novi Gorici res zelo veliko dogaja. Čas je, da poskrbimo za ustrezno promocijo tudi tega in tudi ustrezno nadaljevanje vseh teh aktivnosti, tudi po samem zaključku EPK-ja, ne. Evropskih sredstev je prišlo v tem letu tudi kar nekaj, ne, na to območje Goriško. Drži in tak tempo je potrebno nadaljevati, ne, zadržati kontakte in seveda zgodbo potem postopoma nadgrajevati, ne.
In jaz vama seveda želim čim več uspeha na tej poti. Srečno, hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami, seveda, in prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.